Podpolkovnik Iztok Stavanja, pripadniki Veščinskega centra Slovenske vojske so pripravljeni za izvedbo slovesne prisege. Poroča prapoščak Miran Blaško. Pripadnice in pripadniki. Za koga? Za Slovenijo! Skupaj z vami želimo ustvarjati okolje, v katerem bodo naši častniki, podčastniki in vojaki razumeli pomen življenja v svobodni, varni in slovenski deželi. Želimo tudi gojiti pozitivne značilnosti, kot na primer trden značaj, jasne misli ter veliko praktičnih izkušenj, kar je zagotovilo za odličnost pri upravljanju naših nalog. Al komaj sem si ljubca zbral, že Cezar mi je pošto dal. Boš moral ljubco zapustit, cesarja služit. Usposabljali so vas inštruktori iz stalne sestave Veščinskega centra in tudi pripadniki iz drugih enot Slovenske vojske. Zato gre ob tej priložnosti zahvala tudi njim. Res je, da zadnja leta v Vipavu prihaja na usposabljanje manj kandidatov, kot bi si mi želeli. Zato smo pa toliko bolj veseli, če so kandidati motivirani in predani cilju, ki so si ga zastavili. In vaša generacija je bila izredno motivirana, učeča generacija, čeprav je bilo usposabljanje naporno in hkrati intenzivno. Vsi, ki ste uspešno upravili usposabljanje, ste pokazali, kako zelo ste vztrajni in motivirani. Nam ste pokazali, sebi pa dokazali, da zmorete, da želite in da je vredno vztrajati. Talamuje ničega, iz srca goričega, ale naj ga ima, saj mu ga je dala ljubica. Ste svojo voljo z besedo prisegam! Prisegam! Danes so v Vipavski vojašnici presegle dve generacije, ki so pri nas šle skozi program temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, v katerih so bili kandidati različnih statusov, tako kandidati za stalno sestavo, kot kandidati na prostovoljnem služenju vojaškega roka in tudi pogodbeni rezervisti. Generacije sta se usposabljali na dveh lokacijah, v Vipavi in v Murski Soboti. Skupna številka je številka 30 in če to primerjamo z lanskim letom, vidimo, da so številke skoraj primerljive z številkami od lani. Čutiti je, da se je trend padanja zaposlitev oziroma sodelovanja s Slovensko vojsko nekako ustavil. V naslednjem letu zagotovo pričakujemo, da se bo ta trend dvignil, da bomo več kandidatov pridobili k nam na delo v Slovensko vojsko. Drugače sta pa generaciji sta se usposabljali v večjih, po programu, po večjih aktivnostih. Uvedli smo tudi usposabljanje s helikopterjem, usposabljanje z vojaško ladjo, kar naredi program še pestrejši in zanimivejši. In pa rezultati, ki so jih te generacije dosegle, so tudi zelo na zavidljivem nivoju. Tudi če pogledamo že vsaj na gibalne sposobnosti, vidimo, da so presegli vse pričakovane rezultate kandidati, pa tudi na ostalih področjih, kot so streljanje, taktika, preživljanje v naravi in tako naprej. Tako da vse čestitke kandidatom in srečno pot še naprej. Izvolite.
zapisat pri pravico, ki terejo naš dom. Naprej zastava slave, boj naša kri, sta bagro četkave, naj puška govori. Amen.